Prvič nisi vedno razpoložen, ko nastopi trenutek, ko je portretiranec pripravljen, da bi recimo poziral, pa se človeku ravno ne da takrat delati, ali obratno, je portretiranec indisponiran in je na nek način tudi, ko delaš portret, delaš pravzaprav en trenutek njegovega življenja, nekega dne, neke ure, ko je tam, ko je pred tabo, ali pa ko je fotografiran, če je delan portret po portretu. Nikoli ni to skupek vseh teh značilnosti nekega obraza, mimike in giba glave in predvsem muskulature obrazne, recimo, ki bi zaobjela kompletnega tega človeka. Portret je bolj kot ne spomin, vsaj jaz ga tako občutim, spomin na tisto prvo predstavo, ki sem jo imela o človeku, ko sem ga zagledala. Potem se trudiš, kolikor se da, priti mu bliže po merah, po posebnem izrazu, ker ko enkrat portretiranec sedi pred tabo, je običajno že čez pol ure popolnoma brez izrazov. Portretiranec se začne dolgočasiti, ker mu je tisto poziranje je pravzaprav res bolj kot ne, potem pride se lahko samo do študije tega, bi rekla, fizionomije obraza, ne pa več njega samega, ker on tudi postane čisto top in mrtev od sedenja. Tako da so ti trenutki samo, ki jih lahko mešanca dobrih fotografij, kljub živemu še zmeraj skoraj da več podatkov, kot pa en sam človek, ki ga portretiraš. To je pač delo tako, kot ti včasih uspe, včasih pa nikakor.